Pač res ne bi rada bila s svojo pametjo noter ujeta v dildo, kjer me rinejo v svojo rit. Jaz sem vedno, ko sem bila mehna, hotela biti zvezda. Če lahko komu pomagam s tem, kot so drugi meni, prek svojih zgodb in svojih podcastov, je pač moj cilj dosežen. Če ti dam zdaj 10.000 evrov, bi nehala snemati podcast. Moj odgovor. Ne, ker z 10.000 evrov si nimam kaj za pomagati. Všeč mi je njegov humor, smešen mi je, ampak ko si predstavljam, da bi mogla seksa z njim, gre na bruhanje. Pač jaz tako randomly hodam naga in se slikam in pač imaš enostavno full teh slik na telefonu. Ti pa ne zgledaš, kot da se slikaš glih namensko naga. Rimske terme imajo vsako leto ali še celo 2-krat na leto jih zakupijo swingerji. In jim je kazal video iz teh swingerskih zabav. Zdaj vse veste, kam morate iti, če hočete Lucijo videti nago. S katerim od najnih gostov bi imela najraje trojčka? 2 moraš izbrati. Živa sva Lucija in Sara in gledaš, a lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer govorimo o seksu, o partnerstvu, o vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. In veš kaj? 1 leto že imamo ta podcast in tole je rojstnodnevna epizoda. In v tej epizodi bova s Saro razkrile vse. Prav tako razgalili se bova in bova povedala vse najine skrivnosti. Vezane na naju in na podcast, tako da... Povedali bomo, s kom bi šli od gostov trojčka, tako. Ja, Pa take stvari. povedali bova, vam povem ene par stvari. To se pravi, kjera igračka naju najbolj razočarala, Kjer kaj komentar naju je najbolj prizadel, ta je dobra. zakaj sploh snemava podcast in če bi ga nehale snemati za 10.000 evrov. In tako naprej. V glavnem, pripravljali sva tako ene par različnih iger. Šle se bova tudi jaz to vedno ful rada poslušam ljudi, 2 resnici in 1 laž. Tako da to, v glavnem, stay tuned, tle bova iskrene. Povedali bova mogoče preveč, ampak za 1 leto si to pač zaslužimo, ne? Ja. Ideja je bila, da imamo spili orgac or fili orgac, pa smo pa ugotovili, da če bomo tlele na neke kumarce namočene v nutelo jedli, da bo ful čudna epizoda. Tako da zdaj bomo sem na vse odgovorile. Ja, nimava možnosti, da ne odgovoriva na kakšno vprašanje in ne bova vam cmokale v mikrofon tistim, ki sam poslušate, pa tudi tisti, ki gledate, ne bi jih po mojem hoteli tega, tako da ni za kaj. Ja, Ok, če te vsebino spolnosti ne zanimajo ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. tle imamo pripravljen en icebreaker. Jaz pa hočem, da greva kar oba, evo. Zdaj sta Evo. oba tle napisana. Jaz sem napisala enega, ki je tako bolj, ki mene zanima od Sare odgovor. Okay. Pa je pa Sara rekla, da morava dati enega, ki je bolj povezan s podcastom. Tako da, prvi je tale povezan s podcastom. In sicer, ali bi raje snemala tebi ful zabavne epizode, pa jih noben ne gleda, ali da bi bilo vsako snemanje ful mučno, pa imaš ful ogledal. Boš ti najprej odgovorila? Maja, lejte. Jaz ne bi imela podcasta, če ga ne bi noben gledal, če si iskreno, ker sama zase jaz ne rabim tle snemati, lahko doma se pogovarjam. Naporno je pa že zdaj malo velikrat. Tako da pač zdržiš tu, ko snemaš, pa bi bilo pač malo napornosti, tudi da je naporno ne pomeni, da ni zabavno. Ne? Ne, Ja. ni zabavno. Ni zabavno? Ni zabavno. In ne smeš si tako olajšati pol tega. Ne, ni zabavno, naporno je, ampak folku je pa dober. Jaz zdaj na tej točki nekaj časa bi verjetno še snemala, ja. To, ker se mi mogoče ne zmeša, ne vem. Ampak to je Ja. moj odgovor. Ja. Ja, jaz drugač, moj miselni proces je bil tak. Če bi jaz hotela pač s tabo nekaj se pogovarjati, zato da bi se zabavala ali pa z ljudmi, bi šle pač na kavo Ja. in bi bilo veliko cenejš tisto kavo plačati in se pogovarjati 2 uri. Tako da, realno, ja, bolj mi je pomembno, da so te epizode dobro sprejete, zaradi tega, ker jih itak mi je ful dobro, da se imamo mi da zraven fajn, ampak pač če snemaš podcast, hočeš, da ga nekdo posluša in Ja, da ne ljudje o moramo tem se uživajo. pretvarjati, da za sebe snemamo podcast. Ne? Ker mi da se lahko čisto fajn pogovarjava brez kamer. Zdaj pa zanima, Sara, ali bi bila raje dildo z zavestjo človeka ali Ne, to ne človek bi bila. z zavestjo dilda? Jaz še zmeraj ne vem odgovora na to vprašanje. Ne, tako jaz da- pa sploh, ko sem tu doma prebrala, mi je bilo tako koa. Sploh si ne morem. Lej, Da se jaz- zdaj spremeniš v dildo. In pač si Pač točno res taka... ne bi rada bila s svojo pametjo noter ujeta v dildo, kjer me rinejo v svojo rit in jaz nimam sploh nobene kontrole nad to in pač imam glavo tam, ko ima dildo glavo in moram iti not v črevesje v drek. Pa nič ne moreš reči, pa zavedno si. Pač realno, to je tako. No, to res ne bi rada bila, ne. Ampak
dildo pa nima zavesti in če ga daš v človeka, pol si rastlina. Ja. Sam to v bistvu je manj mučno. Manj mučno, jaz bi bila to. Ne, imaš prav. Ja. Ja, v bistvu je zelo enostaven odgovor. Zaradi tega, ker ne moreš, ne bi mogla pač, da sem kar... To je v bistvu, kada si una rastlina, a veš, kad so nekateri v komi, pa še zmer se zavedajo vsega. Samo da si tle še dildo. Prosti, jaz te zdaj nisem poslušala, ker sem razmišljala o tem, kako bi se, če bi bile ujete v dildo, bi se pri tebi doma ful drugače počutil ta dildo kot pri meni. Ker pri meni recimo, pač ti po mojem ful lep skrbiš za te svoje igrače in bi tako, ja ima bilo boljše v življenju. Pri meni bi pa tako bil kar nekje tako pozabljen za poslo, pol leta, dokler ne bi enkrat odmaknila posle, da posesam in bi ga videla in... Pol bi šel rin se vse in pol bi bil spet pozabljen. Ja, ali pa bi kar tam ostal, ko bi bilo tako. No, Ne tak dildo bi bil, ki ga imaš rada. podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izberi. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Zdaj imamo pa tle vprašanja, ki so za igro Fill Your Guts or Spill Your Guts, ampak bomo samo spilali. Ja, malo smo si napisali odgovore, da ne bomo preveč dolgo razmišljali. Tu ne rabijo vedeti. Oni. Ste že povedala. Malo smo na... Ja, ne, to damo ven, zato ker Ja, smejo ja. vedeti, da sem mi že vnaprej. Sej tu, ne, bolj ne bo zabavno. Ja. Ok, dejmo kar iti na vprašanje. Si napisal to, kar je Sara zdaj rekla. Okay. Ja. Najprej vi zdaj zapojte pesem za vse najboljše za rojstni dan od tega podcasta in pa začnemo z vprašanji. Lahko vam še to povem, da je Sara rekla, da začneva epizodo tako, da pojeva vse najboljše. In sem jaz rekla, da rajš ne, zaradi tega, ker nočete slišati mene, kako pojem. In Ja, jaz pa itak sem pevka. Ti pa si itak pevka. Ja. Tako da pač Sara je hodila drugače na solo petje. Ja, pa tu sem Fun se fact. zdaj hecala, zato ker sem bila pevka za Halloween. A nisi dejansko hodila na petje? Ja, sem, ja. Ja, no! Ja, no, pa To ne vejo ne ljudje. rabijo vedeti. Ja, Ja, no, zdaj vejo. jaz, če bi se potrudila, mislim, da bi lahko pevka bila. Ja, si, jaz verjamem, ampak jaz pa ne bi mogla biti in a ne, pol brez veze, da skupaj pojeva, če bo pač jaz bom uničila vse za vse. Ajde, greva, ker mene zanima, s kom bi šla ti trojčka. A jaz zdaj bomo kar preskočili. Ne bomo preskočili, sem dejva hitro začeti. Prvo vprašanje, a ga boš ti prebrala? Katera epizoda ti je bila najbolj dolgočasna za snemanje? A povem jaz najprej. Jaz sem ful razmišljala o tem. Jaz tudi. Zaradi tega, ker meni drugače nikoli mi ni bilo dolgočasno, v resnici. Ampak ena epizoda, ki ni šla ven, a se spomniš, ker smo Ni jo šla začele ven? snemati Okay. in sva, kaj je bila že zgodba? Neki sva zaplavali, neki o varanju in ne vem kaj, in tam so neki zbijali, ropotali, vse je bilo narobe. In tisti sem bila jaz, tako, meni je bilo prav mučno. Ne vem, če bi bilo, pač grozno je bilo ti snemati in smo prekinili snemanje, ker je tam je ropotali, nismo se mogli zbrati, kar neki sva govorili. Anže, ki je snemal, je rekel, tole sta pa kar nekam zaplavale Ja. in to sploh niste nič smiselnega povedali in brez veze. In ta epizoda, če bi mogla eno izbrati, bi to izbrala, ampak jo niste nikoli videli, zaradi tega, ker smo jo skenslali, še preden je bila posneta. Ja. Pa bi bila do konca posneta, če ne bi jaz se v sredini bila tako, ne, stop, zdaj pa stop. Zdaj pa stop, mi tu ne bomo več. Nehajmo snemati, ker smo bedni in nima smisla. Hvala Bogu, da si to takrat rekla. Tako da tudi to se včasih zgodi. Meni ni, dolgočasna je taka čudna beseda, ker nikoli ni dolgočasno. Če že je prej kdaj napeto ali pa naporno, ampak dolgočasno pa ni. To pomeni, da se dolgočasaš, se ne tle, nikoli. Ja. Moraš se ukvarjati z gostom, moraš se tle razmišljati. Pač, tu bo tebe zdaj že senetlo mogoče, ampak ta s Terminatorjem, ne? Meni je bilo en dan tako naporno. In pač tudi malo dolgočasno. Tako, ta zgodba mi je bila tako... Pač, ne vem, evo. Ja? To, ja. Ok. Drugač, od vseh teh epizod, ki sem jih pač pol poslušala, sem bila tako, kva smo mi dve bluzile tam na začetku. Na Terminatorju? Ja. Jaz se nisem mogla sploh do konca poslušati, jaz nisem prišla čez začetek. Pač Kaj takrat smo govorili? Jaz se prav spomnim, mi dve sva s Saro, pač mi dve zdaj, to mi je zdaj povedala. Mi dve zdaj razmišljala, kako narediti te epizode še bolj zanimive in še boljše, a ne? Zato, ker se hočeva izboljšati. In jaz, ko sem poslušala Terminatorja, sem imela tako razsvetljenje, da morava manj bluziti.
A to je bilo, ko si tisto epizodo Ja. poslušala, no pol je bila pa z namenom posneta. Z namenom je bila posneta preveč bluzanja. In Okej. moramo biti bolj straight to the point, se mi zdi. Ja, Tako da naprej. no da zdaj pa ti preberem. Katera seks igračka te je najbolj razočarala? Ja, tole, ko imam danes v intimnem kotičku, me je ful razočarala. Ja? Ja, ampak še bolj pa me je Womanizer. Womanizer je tako ona ameriška, zagotovo veste, ki je bila prva ta sesalna in jaz sem, pač veš, je da je OG in sem čakala, da jo sprobam in je bila ful slaba, tako plastična in tako da me je ful razočarala. Evo, to sem si zapomnila. Tako prav, ko sem videla vprašanje, sem bila tako Womanizer. Jaz sem imela tudi tako igračko v glavi. Ampak danes v intimnem je bo nekaj premagalo. Ja. Ja. No, jaz sem pa sprobala od Lelota tisti rabbit vibrator. Nimam ga, zaradi tega, ker ga Soraya. ja. Ne Soraya, ne Soraya. Nek wave, neki. Okej. Podoben kot Soraya, ampak tudi Soraya me ni navdušila, iskreno. Vse te igračke sem jaz dobila na posojo od sodelavk. Kako slabo. Pač, da vam razložim. To je rabbit vibrator, od katerega ta del, ki gre not v nožnico, se premika tako gor pa dol, tako da ti pritiska na G točko, pač ta gib dela za tiste, ki gledate, tako sem, kot greš s prsti, come hither motion. Ne? In jaz sem to igračko tako gledala skozi na internetu in si mislila, to mora biti pa tako dober, to mora biti pa tako te mora sfingerati dober, da je noro. In pojo je dobila ena sodelovka za darilo. In je rekla, da je to najboljša stvar ever, ki jo je ona dala kadarkoli vase, ni jo mogla prehvaliti. In je rekla, jaz vam dan to vsem zaprobati, zaradi tega, ker morate doživeti to. Jaz tako srečna, končno bom jaz zdaj izvedela, kako je to. Pa to je tako res draga igračka, to je tako na 160 €. Drugo. In jaz to dobim, cela srečna, grem domov, se pripravim. Brez veze. Prvo kot prvo. Del, ki je na klitorisu, full trt. Ni mi sploh zadev tam, kam more. Pač čist je bil nisi ga mogel tako, da bi bilo dobro. Res taka trda igračka. Drugo. Kar naenkrat je bil nek vzorc vibriranja, pa se kar ugasne. Včasih polnotrni del ne vibrira, včasih na klitorisu ne vibrira, čist preveč različnih vzorcev ima, čist preveč kombinacij. In jaz sem prišla na eno glupo kombinacijo in nisem znala, to ni z nje. Ampak res nisem vedela. Vse, kar sem klikala, nič ni spremenil, ni hotel priti nazaj na konsistenten, da vse vibrira in da vse pač dela. Ni hotel. Jaz sem da že tako znervirana. Predstavljaj si, tam si, nekaj se hočeš tam paliti in tam ti narobe dela. Jaz sem že skoraj vstala, šla na vodila brati, kako to zdaj spremeniti. Ja, to je bil kar pameten korak. Ampak sem bila tako, ne bom zdaj sred tega, če grem jaz zdaj na navodila brati, me bo vse menil, že tako me je vse menil. In jaz pač res tistih navodil nisem brala že 100 let, zaradi tega, ker vse igračke so na isti princip, res nimaš kaj tople vode odkrivati, ampak ta Lelo. In najslabše to, ker ga izklopiš in ponovadi, ko igračko izklopiš in nazaj, pač ga še nazaj resetirana. Lelo, ne, oni imajo to tehnologijo, ki je butasta, ki ugasneš in prižgeš nazaj, se prižge na zadnji nastavitvi, ki si jo imel. Kdo to hoče? Ker pametna. Ni. Če mene vprašaš To je zelo nastavitev, Ne, ampak zato je, ker ko začneš masturbirati, pa ko končaš, imaš ti drugo nastavitev. Ko začneš, imaš manj močno, pa malo stopnjuješ in ti nočeš začeti z ono zadnjo, ko si na zadnje končal. Jaz ne. No, v glavnem, pol ne vem, kako mi je ratal po 5 minutah matranja, tam si tako ono. Mi je končno nazaj ratal, ampak pač ni mi bila všeč. Ne vem, če mi je sploh prišlo z njo, hated it. A ona, ta sodelavka, najbolj srečna s to stvarjo. Tako da ni vse za vsega, meni je bila grozna. Ampak čakaj, ker tu ni bilo vprašanje, katera igračka v tem letu jo najbolj razočarala na splošno. Ja, jaz sem odgovarjala vsaj v tem letu. ja. No, Jaz sem na splošno. Kjer komentar, ki je bil upravičen, te je najbolj prizadel, ker jaz tudi nimam od tega. No, povej ti najprej. a ja, tu nimaš zdaj od tega leta Pač jaz komentarjev, nisem tu je nič- na splošno. Pač jaz sem se, ne, tega sem hotla od tega leta. Jaz nisem se nič spomnila. Jaz sem šla Glej. prav na Facebook brati komentarje, da najdem enega upravičenega, ki me bo prizadel in ni bilo nobenega tazga, ki bi bil upravičeno. Ne, lej, jaz me drugač ne prizadene, redko kater, pa tudi ne zdi se mi veliko upravičenih, pa tudi oni, ki so upravičeni, me večino časa sploh ne prizadenejo, če so res upravičeni, zato ko pač lahko nekaj iz njega poberem, ne? Ja. Ampak me pa tako prizadene, če ne morem spremeniti in zagotovo je upravičeno, ko ljudje napišejo, da se jaz derem. To je zagotovo 100% kako se reče upravičeno.
Ampak je pa tudi 100% neki izvor mojega nadzora, tako da tu mi je mogoče malo tako najbolj neprijetno. Ker pač ne moram nič narediti glede tega. Ja, Ne? ja. No tu, ali pa če mi kdo reče, da govorim kukura, ali pa tako. Veš, kaj mislim? Ja. Tako nekaj, kar pač jaz sem in ne morem nič narediti glede tega. Je pa zagotovo upravičeno. Kaj pa ti? Pač mene prizadene sam, če je tako res, da, ne vem, da se nekaj zmotam ali pa nekaj narobe naredim in je resnično bilo narobe in nekdo pol to izpostavil. Recimo. Pa zihar je, ki je bilo, pa se ne spomnim. Se pa spomnim sem se enega, ki je bil že dolg časa nazaj, ko sem glih dobro začela pač snemati video o seksu in vsem tem in sem posnela en video o čem je že bilo, o menstruaciji. In jaz sem rekla takrat, da pač da pride do oploditve, ko se pač jajčica usidra pač v maternici, a ne, v to oblogo. Ampak do oploditve pride v tem jajčevodu. In jaz sem to narobe povedala. In tu te prizadene. In nekdo je to izpostavil v komentarju, meni je bilo tako bed. Jaz sem bila tako, sam res, narobe sem naredila. In to je bila tako ena stvar, ki jo jaz nisem šla fact checkati, ker sem bila 100%, jaz se to od biologije spomnim, pač kam bom šla to preverjati. In je bilo narobe, in je to nekdo napisal v komentarju, in jaz sem bila tako, sramota. In to je bilo pa tako, pač nisem prizadela. Ne vem, če me glih prizadela, sram me je bilo. Okay. Tako sem bila Okay. Tako da to je ena taka stvar, ki je bilo upravičeno, ker sem se zmotila in to je tudi tisto, kar mene če se res, če pa nekaj zajebem, se pa sem pač ovnala to samo, jaz sem tako. Okay. Tako da take stvari. Drugač pa, ja, ne vem, pač res šla sem v ta rabbit hole Facebook komentarjev in sem tako, pač to so sami neumni, mislim, pač neumni komentarji, pač nič nisi povedal s tem zdaj tle, sam kažeš, da imaš frustracije in to je to. Prizadanejo me, ne, me pa razjezijo. Me pa velikrat razjezijo mogoče oni na Facebooku, ker govorijo, da so vse svetovne ženske so poden in zdaj so take in rajš snemajo podcast o seksu, ko pa kuhajo doma, no tu me pa razjezi, ne. Razjezi pa. Mene razžalosti. Ampak tako, da živimo v takem svetu. Razžalosti me nič ne. Razjezi me, Se me tudi razjezi. Ampak tako, pač, da živimo res v takem svetu, da folk tako razmišlja. Naprej, zdaj pa ti preber. Evo, tvoj najljubši vprašanje. Jaz ne vem, kje imam. Ja, tvoj najljubši vprašanje. S katerim od najnih gostov bi imela najraje trojčka? 2 moraš izbrati. Lej, jaz sem razmišljala veliko o tem. Okay. Šla sem gledati vse tele epizode in tako, no. Meni se bi zdelo izredno čudno na to vprašanje odgovoriti s katerim koli drugim, kukar Astrid pa Tomi. Zakaj? Zato, ker v Tomija sem bila v osnovni šoli itak zaljubljena, tako da tu je normalno. Astrid se mi pa zdi, da bi bilo nam fajn, pa da ne bi bilo nič čudno. Ker kjerkoli bi zdaj rekla drugega, Ja. bi on doma, ki bi to gledal, rekel, ne. Če boste pa Tomi pa Astrid gledali, boste pa rekla, ja, meni stajajo. No, tako da tu jaz rečem. Jaz sem drugače tudi na njo pomislila, ampak moj odgovor te ne bo presenetil, ti bo pa dolgočasen. Ne. Ja. Kdo? Jaz si predstavljam, kot sem rekla, da bi rajš seksala z nekom v trojčku, ki ga ne poznam, ker sem mogla pa tako dejansko pomisliti od teh najnih gostov, se mi zdi pač, da jih pol preveč dobro zdaj poznam, da bi lahko, ampak še zmer premalo. In zato bi raje z nekom, ki ga že tako dobro poznam, in to je pač Sara, ki je prišla, zato ker so pač, a ne, kolegice. Lažje bi z nekom, ki ga dobro poznaš. Pač ne vem, njo si predstavljam, da z njo bi lahko. V lifeu ne bi šla s tabo trojčka, recimo. Ne Ti si s tabo. zadnja- Ja, vem, ampak tako z človekom, ki ga dobro poznaš. Ja, ampak a veš kaj, njo poznam glih tako dobro, pač mi da nisva tako, okay. pač mi da se družba na treningu, pa tako redko izven treninga, a veš, ni uno, da sva, da se ful družba. In se mi zdi, da se glih tako dobro poznava, da mi bi bilo udobno z njo, pa da ne bi bilo pol awkward. Okay. In druga oseba je pa oseba, s katero sploh še nismo dali ven podcasta, ampak šteje, ker je najna gostja bila, in to je Maša. In ona ve, da bi jaz z njo. Tako da, ojla Maša, ne zdaj ne več, zdaj sem v zvezi. Ne, itak da me je presenetilo. A te je? Ja, okay. In ne zdi se mi sploh dolgočasno, zdi se mi šokantno. Pač tako, veš, njih poznam in sta mi simpatični. Čeprav se, če pa tako pomisliš, pa jaz tudi mi je najlažje reči ni od vas, zato ker pač sem res. Malo mogoče poznam. Ja. Pa ko se mi zdi, da mi ne bi bilo awkward. Zdi se mi, da bi mi bilo z Mašo pa Saro tako awkward, da sploh se moram pomisliti na tega trojčka, niti slučajno. Okay. Ja, ampak veš, mislim, da boš rekla dvojčka.
Ona so tako mlada. Jaz sem se počutila kot ena mamica zraven, joj. Okay. No, tu pa o Jasmini sem še mogoče razmišljala, samo ona se mi pa sploh ni zdelo niti iz prve, kot da bi bilo v njej tu sploh zanimivo. Ja. Trojčka. Pa je že zmanjkalo, nismo imeli tukaj nekih. Ja, O kom si pa še razmišljala? jaz, hvala Bogu, da sem samo rekla, da moramo za 2, ne? Ker 3 bi že težko, ampak 2 pa glih, ni od 2 pa glih to dobro poznam, da bi. Pa Maša mi pa res simpatična, njo pa she's cute. Naprej. Sara, Shocking. kaj je tvoja glavna motivacija, da snimaš podcast? Vsi že vemo to. Ja, da mi je zabavno govoriti, zabavno mi je, da sem ljudem zabavna, zabavno mi je biti zabavna. Tu. Ja, no, res. Ne, dober. Res je bilo tu na začetku tako. Kaj pa zdaj? Jaz sem vedno, ko sem bila mehna, hotela biti zvezda. Okay? Tu je pač dejstvo, ne moramo se delati, da ni resnica. In po mojem je tu moja glavna motivacija. Ker tudi včasih, ko sem nastopala, ne, je bila tudi tu. Zakaj pa bi drugače nastopala? Ne? Ja. Kukor tu, da mi je zabavno, pa da imam rada, da sem ljudem zabavna. In to je to. Ja, pa zdaj je še biznis motivacija, ne? Tudi če mi bi zdaj postalo za 2 leti ful nezabavno tu snemati, bi še vseeno zaradi Pitch Pop snemala, ne? Ampak ja. Nima pa tako nobene povezave s tem, ker bo bil zdaj odgovor, da si želi ljudem predati znanje pa tako. Tu nima moja motivacija, ne leži tle. Jaz rekel, jaz nimam pa motivacije biti smešna, zato ker nisem tok. Aha. Pač jaz sem tako, jaz Le. Jaz se nimam drugače za nesmešno, ampak tako, tle na podcastu pa ne pridem biti smešna. Zato, ker mi je, ja, meni je to bolj tako, pač, jaz se čutim, da je moje poslanstvo pač to, da izobražujem. Že tako ali tako sem skoraj bila učiteljica, zdaj sem pa samo o seksu in meni je to ful dober, jaz se ful me to izpopolnjuje. Uživam v tem, da lahko komu kaj predam, kakšno znanje, da mu komu kaj pomagam, da kdo se potem počuti manj sam, ker to so tudi mendal podcasti in moja motivacija je bila to, da če lahko komu pomagam s tem, kar so drugi meni, prek svojih zgodb in svojih podcastov, je pač moj cilj dosežen. Ampak to je tako posledica. Pomagaš itak ljudem, zato ker si taka, kot si, pa zato ker se pač zagotovo ljudje, ki gledajo druge ljudi, počutimo manj sami, ne? Ker je to dejstvo. Ja. Mi je pa grozno, da moram s tem, pač, ker ljudje pol vejo, kdo so. Kakam gre. To je tako čudno. Je to tako scary. Da ljudje vejo, kdo si. Ja. Tako, da čutim poglede na sebe in nisem zihara, me gledajo zaradi tega, ker sem pač, ne vem, mi lasje štrlijo čuden, ali zaradi tega, ker vejo, kdo sem in imajo neko mnenje o meni, ustvarjeno, ki ga jaz ne poznam. In tudi, če mi nekdo reče, videl sem te, ne vem, na Facebooku, ker na Facebooku največ ljudi vidi te najne klipe, for some reason, sem tako, ne vem, a to zdaj s tem hočeš mi povedati, da si me videl in sem ti grozna, ali si me videl, pa ti je bilo zanimivo, ali pač kaj je tvoje mnenje. Ker ponovadi ne moreš vedeti in meni je grozno, da ne vem, a pač zdaj ta človek si misli slabo men, ali ne. Jaz mislim, da večina ljudi si ne misli slabo, nasplošno o ljudeh. In mislim, da kad ti stopaš, ali pa kad jaz stopam na bus, recimo, pa me vsi gledajo, Ja. pač jaz mislim, da večina jih je neutralnih, ali pa večina je samo tako, kako jaz vidim koga, ki ga poznam, sem se tako, tu je pa ta, nič ne razmišljam naprej o tem, grozna je, karkoli. Ti pomisliš, kdaj to, ko vidiš nekoga na cesti, ali si sem tako, ta je pa iz tam. In pa greš naprej in je tako, konc situacija. Ja, to je res. Ne, da. Ja. Tako da pol, ko stopam, pa včasih se hočem, enkrat sem slišala po televiziji, da tako, če prideš nekam v prostor z mislijo, zdaj me bojo pa vsi prepoznali, te pol kao vsi prepoznajo. Ne? Če pa prideš pa rečeš, zdaj me pa ne bo noben prepoznal, te pa ne bo noben prepoznal. To je zagotovo bullshit, ampak jaz sem danes na avtobusu zjutraj bila tako, kaj če se jaz začnem pretvarjati, da pač to ni resnica, da me poznajo. Da jaz sem vsi, pač, da me ne poznajo. Jaz drugače se to pretvarjam, ampak še vseeno podzavesti, pa vem, da tudi če se pretvarjam, ni tako. Ja. Ampak jaz vedno, ko nekam grem, sem tako, pa se noben ne ve, kdo sem. Ampak potem pa kdo tako čuden gleda, pa si tako, kaj pa če je. Potem pa še kdo reče, a veš pa, če bi rekel, videl sem te na podcastu, grozen je, mi je boljš, kot da sam rečeš, tebe pa poznam iz interneta. Pol ti ne veš, tako, recimo,
ti ne veš, da si večino ljudem simpatična. To je zagotovo dejstvo. To je enkrat to eno je dejstvo in jaz vprašanje. sem večini ljudem. Večini ljudi, ki razmišljajo v življenju, v dnevu, ki naj jo vidi, ki razmišlja o nas, mojim simpatični. Napište v komentar. No, ampak to je dejstvo. Ja, ne vem, mogoče, ne vem. Čeprav to si pa fulaba rekla. Ampak, jaz ne mislim si, vidim nekoga na cesti in sem tako, tega pa sem videla tam. Ja. In se mi fajn zdi. Ja. Meni se ful fajn zdi, ker nekoga tako vidim. Ful imamo malo resnic slabih misli, ko zunaj hodimo. Kaj ni resnica? Ma veš, kaj pa jaz mislim? Veš, kaj jaz pol v resničnosti mislim, da je ful več teh ljudi, ki puščajo slabe komentarje. Pa jaz vem, drugače tako logično, da so v manjšini še vsem. Sam jaz kar pol mislim, da glih tu nekaj bom pa jaz srečala, bojo pa te, ki piše neumnosti. Ne vem. Ok, in kaj boš pa naredila tako v prihodnosti, ko boš čez 10 let ful slavna? Ja, ne čez vem. 10 let boš ti tako glavna oseba v Sloveniji, ki se seksa tiče. Ja, pa bom. Veš kaj, itak bom veliko časa z Janom preživela in on bo še bolj slaven, kot jaz in bojo vsi njega gledali, njemu pa to ful paše in posebej tako za njemu skrijem. In sem tako, da ste pa vi njega tlele. On je slaven in jaz sem mene se tle žalosti, da ne bi v tem uživala tudi malo. Mogoče bom pa kdaj začela. Mogoče sem od Jana nodala tega. Ja, ali pa od mene, zgleda imaš same take okrog sebe. Ok. Ja, kjer vprašanje, ne? To mi je bilo pa čist butasto doma, ko sem prebrala. Če ti dam zdaj 10,000 evrov, bi nehala snemati podcast. Moj odgovor. Ne, ker z 10,000 evrov si nimam kaj za pomagati. Pač, dejstvo je to. Ti bi nehala za 10,000 evrov? Za 10 ne. Ampak tako, če mi pa da nekdo 50,000, bi pa razmislila, pa tako, veš, ko lahko s tem zdaj začnem delati. Samo po drugi strani, veš, pač recimo, jaz bom zdaj nekaj spoilala. Jaz zdaj glih pripravljam eno stvar in če bo vse posreč, bo vse posreč, boste do decembra, do konca tega leta videli, kaj je ta projekt in Roko na srce podcast je tudi dober orodje za marketing in vam lahko tukaj predstavlja to. In je v bistvu ena ful dobra stvar in boste lahko prek podcasta zvedeli za njo in bo pomagal mojemu biznisu. Tako da trenutno imam višje cilje, kot samo nekih 10,000 evrov v žepu. No, vse to je. Ja. Za katerega gosta bi dala veto, da ga nikoli ne povabimo v podcast? Pa ne vem, zakaj sem jaz se spomnila na Donalda Trumpa, ko sem to prebrala. Pač tako mi je bilo, z njim se pa res ne bi rada tle pogovarjala. In ful bi bilo čudno, ker kaj če bi Melania, ker mislim, že bi bila mi najbolj slaven podcast na svetu. Ja. Ne? In on bi pa kar hotel priti, tako ko Jaz je bi bila Teo toliko Vono ali vesela. pa ne vem, kamo prišel. Jaz bi In pa pa bi imela še ga. Melania se počutila kao, pa veste Slovenke, dajte ga pa vzeti. Ne. To bi pa jaz rekla, veš koga? Ne. Jaz bi ga pa tako z veseljem imela. Res, takoj bi ga imela. To bilo tako zabavno. Pa sem pa tako ga ne podpiram niti mal. Pa mi je grozno poslušati sam, da pa lahko se z njim pogovarjala 1 na 1. Ne vem, zakaj pa mi je bilo tako, pač tako mi je bilo prav neprijetno, prav ne bi se rada z njim ukvarjala. Res, ne bi rada niti videla, kaj šele, da sem bi ga dotaknila, ker se mi zdi, da je gubast. Taka goba. Pa se bi se ga ne rabila dotakniti. Ja, roko bi mu mogla dati, ko bi prišel. No, to je moj odgovor. Ok. Jaz bom pa povedala to, kar smo že dale veto v resnici. Kaj? Kdo? Tu ne smeš reči te besede. Mislim, tega imena ne smeš reči na tem podcastu. Tu sem tudi jaz si takoj napisala, ampak tu ne smemo reči. Ne? Ne. Ja, dej, no, ne moreš Okej, ne reči, bomo. pa zdaj Ne bomo. izpostaviti. Imamo enega na vetu, ampak ne bomo rekli zato, ker nočemo bifa z nobenemu. Ja, no, pa tudi nočemo delati reklame. No, splošno nočemo omeniti, ne? Ja. Ja. A pa moram zdaj nekoga drugega reči, nekega tujega. Ti si dala Ja, tak? kako bi bilo, recimo, če bi ti povedala zdaj to ime? Ja, ne, se imaš prav. Ful čudno, ne? Ja. Ja. Že za... Ja. Pa povemo rajš, koga si pa najbolj želiš, da bi prišel kot gost? No, ta prva moja, dej ti ta prva, ajde. Ti se že veš. Ne. Martin Golob. Moj odgovor je... Ni. Ja, moj odgovor je Martin Golob ali pa Neža Zupanič ali pa kak Škof. Pa vam povem še to. Napište Martinu Golobu, da naj pride na ta podcast, ker sem mu že pisala in je rekel, da ni, pač jaz bi z njemu govorila o tem, kako vera gleda na spolnost, kako pač seks pred poroko, po poroki, te stvari. In je on rekel, da drugače se mu zdi zanimiva ideja, da bi prišel, samo da ima trenutno fulejnih stvari. To je bilo pa že nekaj mesecev nazaj, tako da jaz mu bom zdaj še enkrat pisala, ampak dajte mu vi v komentarje, tako tegite ga, pišite ga, da bo videl, da hočete, da pride. In on je rekel, da pač mogoče on ni najboljši naslov za odgovoriti na ta vprašanja, da bi kdo bil boljši, ampak meni se
zdi, da on bi bil najboljši. In on je meni tako simpatičen. In Martin Golob, jaz te ful rada spremljam. In če bo vse po sreči, jaz se tudi poročim pri tebi. Sem ti že pisala, greva decembra z Janom k tebi na ta pogovor. To se zdaj, da bom to gledal. Ja, ampak če boš, Martin, se vidimo decembra, ker Ja, sem mi že bomo napisala. dali vse. klip, pa bomo ga tegale, ne, tu ne, ful neprijetno. Veš o teologiji telesa, ne vem, če spremljate ta Do nebes, ko je bila una Lucija, je ime. Veš? Sem gledala, ja. No, mogoče pa njo, čeprav se mi zdi, da ona bi naju mogoče napizdila malo bolj, tako kot Martin Golob, bi bil bolj prijazen do naju. Ona je taka stroga. Bomo videli. No, Mogoče pa oba to tudi mene povabimo. zanima. Ali Ja. pa kakšen škof, ali pa kaj tazga tudi. Samo to je pa mogoče že malo farfetched, ne? Ma To ja. bi bil lahko en spin-off. Jaz velikrat doma razmišljam, kako bi bilo, ker tle ne moreš kar vsega povabiti. Ne? Ampak jaz res moramo imeti vzpostaviti tole membership, ne vem kaj, in bomo dali just for members in bom jaz imela tako o Jezusu podcaste, škofom, pa tako, ne o seksu, ampak tako, sploh ne s seksom povezano. Ja? Pač, da bi imeli še kakšne druge lahko, ki ne bi bile s seksom Aha, povezane. ker tako, tebe, Spin-off. ki naju zanimajo. Ja. Spin-offe bi se imela lahko Wow, pogovarjala ja. z ljudmi, ki naju zanimajo. Jaz bi pač imela, ne vem, škofa, ti bi imela pa kaj zvem. Razumeš? Pa ne bi bile skupaj, lahko bi kar tako bili pogovori. Ja, ok. Mislim, To jaz bi bilo pa drugače kar prišla zabavno, zraven. ne? Jaz bi Ja. to No, poslušala no, in posnela. Ja, ampak ja, Martin Golob je moj Ja, sanski gost. Sanski. moj. Mislim, kako weird, da smo tu obe napisali, ampak mogoče pa tudi ni weird. Oh, ok. Okay. Zdaj imamo pa, a veš, te uno igrico. Pač mi te bomo zdaj tle malo prilagojene igrice. Ampak, ko si ponovadi zavežeš oči in pa le bere vprašanje in pa moraš pokazati drug na drugega. Na tak podoben princip, brez zavezanih oči in kazanja drug na drugega, ampak še vsem, bova videti, če se strinjava. Ker se vidite, da tle ne bova glih rekla istega odgovora samo zaradi lepšega, ampak bova povedala tako, kar resno mislila. Skratka, kdo bo bolj verjetno pozabil, kdaj snemamo podcast? Jaz. Ker to se je tudi že zgodilo. Ja, ali Na pa sem srečo jaz to- mislila, da snemamo, pa nismo. Ali pa tako, kakšna taka bolj. Na srečo smo že tam pravcaj ugotovili, da Ja. narobe misliš. Ne vem, kako je to se res tako išlo, da je vedno lihtko nekako bilo, ampak ja. Jaz mislim, da me je hotela Lucija potunkati s tole rubriko, ki bomo zdaj imeli, ker se mi moj vsak odgovor na vse je. Ti bi lahko kamo dopisala kakšen tale vprašanje. No, naslednje. Okay. Who's more likely to, kdo bi prej, ali kako se reče po slovensko? Kdo se bo bolj verjetno? Kdo se bo bolj verjetno zaljubil v gosta? Jaz. Ni logično to. A si se že v koga mal? Kdaj? Razen v Tomija, ki si že bila? Pa Astrid. Ti je bil kdaj kdo tako uno? Ne vem, kaj to pomeni, veš, ko so meni vsi tako lahko, bi z vsemi bila. Razumeš? Ampak tako, da bi res, tako, če bi ti rekel po snemanju, evo, da ti bi ta gost rekel po snemanju, a greva na eno kavo, bi bila ti tako, Ni se še zgodilo. hm, Sem tudi res, ne, ni se še zgodilo. ok. Ja, ampak si pa predstavljam, da če bi pa tle prišel zdaj nekdo, ki bi mi bil res všeč, bi pa jaz se lahko komotu njega zaljubila. A je kdo? A imaš kakšnega tako v Sloveniji, ki je tako na sceni, da imaš mal kraš na njega? Ne vem, to bi bilo lahko vprašanje, ja, celebrity crush. Ne, samo Unis Good Girls, se spomnim. Ne, rabiš nekaj slovenskega. Daj no, en TikToker ali pa neki YouTuber, Instagramer. Pač veliko mi jih je simpatičnih, ampak pomislim, da bi z njimi seksala mi gre na bruhanje. Ok, platonično, simpatični, brez seksa. Recimo Seks- Marko Žarjan mi je simpatičen. Ja? Ja, všeč mi je njegov humor, smešen mi je, ampak ko si predstavljam, da bi mogla seksa z njimi, gre na bruhanje. Pa ne zato, ker je on čuden, ampak zato, ker nasplošno mi gre zdaj pač tako na bruhanje v misli na seks z moškimi in ženskami. Mogoče, če bi ga spoznala tako malo bolj uživo, veš, Bi mi pač, šlo da še bolj na začutiš šuno. bruhanje. Okay. Ja. Meni se zdi, da pač, jaz sem ugotovila, da meni tako v glavi, tudi ko smo v teh trojčkih, a ne, jaz ne bi mogla kar z enim, ko sem tle se 2 uri z njim pogovarjala. Jaz rabim malo več, da začutim veš, neko kemijo, da vidim, če je tle. In meni se zdi, pač mogoče, če bi spoznala ga tako uživa, pa malo bi pač tako zahengala, pa bi bila ta energija, pa bi pa mogoče ti bilo. Ne, zdaj sem jaz pomislila, tu je intermeca. Ampak veš, kaj imam jaz v glavi sliko skozi? To je po mojem OCD. Jaz imam sliko človeka, ko si jaz predstavljam, da bi z nekom seksala, je tako obraz, ki je tako nad mano in potem se moje misli koncentrirajo na to, iz kemu kaj tako čudno koža visi pa stoji in pa sem tako, jaz ne bi rada to že doživela. Tu je tako v moji glavi vsakič, ko si predstavljam, da bi z nekom seksala. Ja? Ful grozno. Čudno, ne?
Ful specifično. Ful specifično. No in tako recimo, ko si predstavljam Markota Žarjala, da je tako, mi ful ni ok. In pa ne bi. A bi imela njega v podcastu? Zdi se mi glih showmaker tako. Ne, Ne. pa če smešen. Ja, smešen tako predvsem določenim ljudem. Se mi zdi, da ni ful ljudem smešen. Pa ne zdi se mi, da je res showmaker, tako da ga povabiš na podcast, pa da imaš zanimiv podcast. Ja, če bomo mogli testirati to teorijo. Mogoče, ja. Če zdaj hočem priti, potem ko si to rekla. Mogoče. Okay. Je kaj pa tvoj, zdaj moš povedati? A ja. Jo, jaz imam zdaj girl crush na novo. Eno iz Koga? TikToka. Kjero, povej. Pa če na bodybuilderka. Kjera, ime in primek. Čak ne vem, kako je ime. Kaj? Jo, a veš? Lana. Ne, ona je sestra od tega Mr. Polja, to sploh nisem vedela, to sem čisto pol videla. Po moje je sestra, ki se piše isto. Kako Polak. ima username? Ampak pač zanč mi je vrgel en njen hol, se sem še komentirala video. En njen hol, ki je probavala neke te športne oblačila in je bila tako cute, tako ima lepo brz, tako ima hudo postavo. In potem sem jo postokala in potem sem gledala po mojem vse njene videe. Še Janu sem jo kazala, sem lahko leko, ki je ona lušna. Nina. A je, ne vem, možno. Vidiš, niti zapomnila si nisem imena njenega, ampak sem jo zdaj, sem jo zafollovala in jo. A dej, kaži, da vidim, če je. Da vidim, če je to prav. Aha, razumem. Ja, ja, zihar je. Kakšno postavo ima, dobro. Tako da ja, jaz sem se v njo malo zaljubila. Od teh. To je sveže zdaj. Super. Ja. Prav. Sprejmem. Dober odgovor. Hvala. Naprej. Ok. Kdo ima bolj verjetno shranjenih več spicy fotkov v telefonu? Jaz. To posto. Misliš, da ni to resnica? Mislim, da kar je. Ampak Jaz to jih imam sem toliko zaradi malo. tega, ker pač jaz tako randomly hodam naga in se slikam in pač imaš enostavno full teh slik na telefonu. Ti pa ne zgledaš, kot da se slikaš gliš namensko naga. Ne? Veš, kam je? Veš? Imaš? Kako je bilo slik? dobro, zdaj, ker smo gledali tako čas zapomniti, medtem ko sem jaz spila in pa si bila tako, kaj ne zdaj še reče. Sorry. No. Ne, ja, fakt. Ne, res imam mal takih slik. Pač, če je kdaj, je specifično, če se že glih kaj tako veš, oblečem v kakšno perilo, da se pol slikam zato, da lahko Janu pošljem, pa že tomu ful dolg nisem, bi mu lahko. Še nekaj imam slikano, komu še nisem poslala, pa je že tako mesece staro, tako da zelo sem slaba v tem. Ja, s tem, da jaz ne govorim samo o tako seksi slikah, kot si ti zdaj. Ja, po sem ti mojem si tako mislila. naga večino Ampak časa. tako, ja, pa si slikam nek mozol na Joški, da ga pošljem Hani, pa vprašam, če je tu zdaj rak na Joški in pa je full teh slik v moji galeriji, tako da to. Se zdaj mislim, da boš pokazala ta mozol. Ne, to ne bom, ker je preveč le. Okay. Ok. Naslednja. Ja, halo, vidiš, no, taka vprašanja. Kdo bi prej, da ima OnlyFans? Kdo? Ja, Jaz. Sara. Pa zdaj le mogoče, ne, zdaj si jaz bolj predstavljam tebe pa Jana, da se enkrat tu bi lahko odločila. In da bi bilo to v bistvu vama kar v redu. Oni tako uživajo v pozornosti, pa bi se še nekako sprijaznil s tem, da drugi tebe gledajo, pa itak bi zaslužil s tem, pa bi mu bilo v redu. Ampak tako sebe si na tej točki ne predstavljam, da imamo OnlyFans. Sem pa že to delala, tako da verjetno bi bilo tudi mogoče. Si si odgovorila jaz? Ja. Ja. Ampak ja, če bi ga že jaz imela, bi verjetno mogel biti Jan vključen. Ja, ne, vidva bi imela couples in Ja, to bi ne. šlo po moje. Imagine. Imagine. Mogoče pa je tu vajen king, da od Jana tudi. Ma, moj, Da veš, imata kaj vidva moj OnlyFans. nik, meni je to tako, da bi me drugi gledali. Se veš, da mi že to tumač po eni strani. Ja, se je res, v bistvu pa res. Ja. Tako da ne bi, se ti manjka. ne vem, če bi lahko čez to šla. Okay. Da bi pač nekam prišla in bi bila tako, a me ta človek že videl nago ali ne. Okay. Ampak tako, ker jim pa vsavno mi je pa vse. No, Ja. ampak ker jim pa vsavno sem pa tako 100% me nobene pozna. Ja, Torej pa res to. Oh my god. Ja, sej pač lahko se tako. Vam to povem. Kaj že je? Zadnjič, ko sem bila v Orhideliji, shout out, ki je tam delal, prije do mene, hvala Bogu, že proti koncu. Samo on je bil tam noter, on je delal une programe, tako da me je videl tudi nago, ampak ok, pustimo to. In je prišel in je rekel, sam malo bi te zmotil. V glavnem, una epizoda, ki smo mi posneli o seksu v savnah, so jo gledali vsi ljudje, ki jo pač delajo v savnah. To je sploh pomislila, nisem meni na... Vse je logično, ampak meni niti na Ja. kraj pameti pada, da bojo pač ljudje, ki delajo v teh savnah, prišli najdel epizodo o seksu v savnah in jo bojo pogledali. Hvala, da jo bojo pogledali. In v glavnem, ko sem mi do tja prišla, je on že takoj rekel sodelavcem, to je pa una iz podcasta, in pa so jih tako vsi pač vedeli.
Ja. Sem jaz tam naokrog hodila, da sem una iz podcasta, ki je govorila o seksu v savnah. In pa mi je kazal, zato to zdaj razlagam, ker mi je potem pokazal videe. Tako da za vse tiste, ki vas zanimajo te stvari, rimske terme imajo vsako leto, ali še celo 2-krat na leto, jih zakupijo swingerji. In jim je kazal video iz teh swingerskih zabav, in to je next level. To je tok folka, vsi so tako oblečeni, pač fancy šmensi in nagi. Pač ko imaš tako res ful neke take, pač neke kostume, eni so bili tako v te toge oblečeni, eni so bili tako take res seksi stvari, eni so bili nagi in pol to seksajo. Tam, če ste že videli rimske terme, imajo tako tiste balkončke in pol tam na tistih balkončkih seksajo in v glavnem to se dogaja, to imajo tako nad bazenom, je bila ena taka gugalnica, ki so delali neke stvari gor, ena je bila v morsko deklico oblečena in je tam plavala. I wish. V glavnem, tako res dogodek na nivoju, mislim, da tako 3 dni traja in je pač samo za swingerje in mi je kazal pol ta video, kako to poteka. Potem sem ga pa še malo sprašvala, kako je pač pri njih v savnah, a ne? Pa ne smem preveč reči, ampak se zelo veliko dogaja. In je rekel, ta zgodba mi je bila ful, to lahko povem, da je prišel en par, v petkih imajo tisti swingerski, nag večer, da si pač nudistični večer in je po 10 uri moraš biti nujno nag, tudi v delu, ker so drugače kopalke. In je prišel en par in njim je bilo najprej ful grozno, kao ne, da se ne bosta slekla in posta se pač, ko sta se mogla in rekel, in potem tako 1 uro kasneje sta tam na polno seksala pred vsemi na očeh. Ampak to je prepovedano. Mislim, drugače tako je. On je rekel, da eni so ful bolj strogi, glede tega, ker so kamere so v teh delih, kjer imajo ljudje kopalke. Tam, kjer so ljudje nagi v savnah, pač ne smeš imeti kamer, a ne? In jih ni. Tako da, seks je prepovedan. Zdaj, če te vidijo na kameri, odvisno, kdo te vidi. Če te kakšen vidi, ki hoče težiti, bo pač prišel težiti. Če te pa vidi kdo, ki mu je malo vseeno, pa te bojo pustili. Te pa lahko drugi gosti prijavijo. Pač grejo drugi gosti te zašpecati, pa pač te bojo ven vrgli, če se drugi pritožujejo nad tabo. Ampak ja, je rekel, da je tega pač, da se kar dogaja, da se ljudje pač zmenijo in tako. Tako da ja, imamo zdaj informacije iz prve roke. Ja. Zdaj vse veste, kam morate iti, če hočete Lucijo videti nago. Ja, vsi tu že vejo. Se ne vejo, kdaj bom šla. Ja, ne vejo. Ne vejo, razen s tem, da Lucija kdaj vmes reče med snemanjem, danes gremo v savno. Ja, pa to je že pol prepozno. Ja, true, res je. Dobro, takrat sem že bila. Ja. Ja. Tako da takrat, ko to rečem, mi zdi, še nekaj časa ne bo, ker ne grem tako pogosto. Ja. Evo, se sem tudi nekaj tacka, ki bo zame. Ampak ja, kdo ima ta na dating aplikacijah, je brez veze. Jaz preživim več časa na dating aplikacijah. Vsake toliko časa sanjam po noč, da imam fanta in tako res so najbolj intenzivne sanje in vedno je ful dober, ne? Ni nič groznega, da se ne kregam in pa se jutri zbudim in ugotovim, da je tako fucking noč in je sen in grozno. Pa si naložim dating aplikacije in pol mi gre na bruhanje in pol si jih izbrišem. Ampak tu se zgodi recimo 2-krat na mesec, da jaz tudi tako sanjam in grem na aplikacijo. Tako da, če hočete Saro dobiti na dating aplikaciji, morate imeti srečo. Ker ona je tam tako redko. Ja, no, mislim, da morate imeti kar veliko srečo. Sara, kaj mora narediti moški, da te osvoji? Če bi te zdaj en hotel, bi rekel, Sara je ta prava zame, kaj bi te prepričalo? Se zdaj moram zlagati? Ne, ali po resnici. resnici? Kaj čutiš? Tako, mora mi dati ful mer, pa mora mi dati tako, zvijati mi mora jointe skozi, tako on mora imeti produkcijo jointov, tako in zvijati in mi jih dajati, ampak ta čas, ki jih kadim, mi mora dati sem mer in mi mora tudi popustiti per mer, ko delam, v bistvu, da mi to, ja, jointe zvija, pa plačuje stvari. Ful grozen odgovor, ampak zato sem pa vprašala, če se moram zlagati. Jaz sem čutim, da med tem, ko delam, mi gre ful na živce, če si moram iti zviti enega in pa bi sem rada enega, da mi tako, da. Ampak, okej, to je potem, kaj ga že imaš, ampak kako pa te sploh dobi tvojo pozornost? Da boš sploh hotla priti do te točke, da ti jointe zvija? Slovnično mora pisati. Kaj to že ni tam posredovalnica? Ja. Ok.
Slovnično mora pisati absolutno sporočilo, v katerem je manj kot 3-4 besede, tu jaz sploh ne odgovarjam oziroma sploh ne odprem. Če so pa več kot 3-4 besede, pa mora biti slovnično napisano, obviously. Da jaz ne rabim nič razmišljati, to sem že tudi povedala stokrat, se pravi, ne me tu sprašovati nekam, kaj bi jaz, pa kaj ne bi, pa kaj delam, pa kako sem. Tu mi ne paše. Ne vem, kaj je sicer alternativa, da tako nekoga vprašaš, če se hočeš z njim pogovarjati. Da mi kaj dobrega da za jest. Da mi ne teži. A ja, sem tako, kako prideš sprav do mene, ne moreš, po moje zdaj sploh ni opcija. Res. Se tako je uživo, na kakšnem dogodku, recimo. Ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da bi jaz zdajle moškemu rekla ja. Good luck, pa, Ja. moški. Dobro. Kdo se bo bolj verjetno prej poročil? Jaz. A vidiš, tudi kakšna je taka, da bom jaz. Verjetno. Če bo vse posrečne. Ja, jo, čeprav veš, kako je jaz, ko imam te impulzivne odločitve, da čez 3 mesece bo pa poroka. Nikoli ne veš. Ja, vse veš, da res nikoli ne Ja, veš. drugače Ker ni res. res. Da me prehitiš, bi bilo pa kar Oh, hilarious. shit, ne, tu si pa ne bi zdaj Jaz sploh upala nimam na tej nič proti. točki, ne bi si upala. No, jaz se poročim v glavnem septembra drug let. Tako da še fora. A preberem je še kar naprej. Ja, prosim, ker imam jaz na telefonu in mi je ful bad gledati na telefon tle. Okay. Kdo bo bolj verjetno, da ima situationship, ki traja leto dni? Ja, drugače, polk razmišljam, so res malo nefer, zato ker jaz sem Ja, ne, ampak tako v real life, mislim, če ti ne bi imela Jana, ti, po moje ti. Ja. Situationship, ki traja 1 leto, jaz v lifeu ne bi, po moje. Ja, se mi jaz sem to ga imela. zgodilo. Ja, sej tu. Tako da, ja. Moj odgovor je ti. Ok, ja, fair enough. Ja. Ok. Kdo ima bolj verjetno secret relationship z nekom znanim? A zdaj tle odgovarjamo tudi, kako da sem jaz samska. Ja, lahko. Moj odgovor je jaz. Jaz si tu čisto predstavljam. Ja? Res si predstavljam. Uh. Pa ne Drugače zato, ker tudi- je on slaven, ampak tako ta secret si predstavljam, da bi imela lahko tako. Pa veš, kaj se mi je že zgodilo, tako, ker sem bila s kakšnimi, ki so bili preveč starejši ali pa kaj, ali pa nisem smela komu povedati in pa je tako. In si predstavljam, da bi to šlo. Ja, jaz moja domišljija kar ne gre tako daleč, da bi si sebe predstavljala, ampak mi je všeč tvoj odgovor. Okay. Kdo se bolj verjetno skrega v komentarjih na TikToku? Jaz. Čeprav včasih me Lucija preseneti, ko ful se trudba obedve, da ne odgovarjava na kakšne provokacije. Ja. Ne? Pol meni, zdaj mi že uspeva dobro, ampak tako velikrat mi tudi ni in se jaz res tako skregala, Lucija je bolj miroljubna, ampak pol pa tako neka nedelja, ko gremo preverjati neke komentarje in tako vsak mu nekaj nazaj napiše, ne vem, kaj je ena nama enkrat rekla. Kaj že, če bova kaj bolj po slovensko govorile? V glavnem, zabavno mi je, pol, kad ti zdaj začneš odgovarjati na njihovo vprašanje. Ja, jaz večino časa imam ful potrpljenje in res me ne, ampak če me pa kdaj dobijo v ta pravem momentu, sem pa kratko moram odgovoriti. Ampak veš, kaj je smešno? Mene recimo na stvari, ki jih pač, ne vem, na moje videe, če mi kdo neumnosti piše, jih lažje spregledam, kot če vidim glup komentar na video od nekoga drugega. Pa se zadržim se. Ampak mene tako prsti srbijo. Sem tako Lucija, ti bod, ampak ko bi jim rada nekaj napisala, ker se tako pač, ok, spravite se name. Kaj se zdaj na tega Bog garejo, že tlele, čisto ni slabega naredil. Tlele je čisto dober video in ti te neumnosti pišeš in bi jim tako napisala, sebe poglej. Ampak se tako, ne bo. Meni res pomaga v tem trenutku, če sem nekomu drugmu pošljem tu. Če recimo tebi pošljem. Jo, mene sem to se zadnjič zavedla, ker sem me nekaj razpizlo in sem ti sem poslala in potem sem se zavedla vmes, medtem ko sem se jaz razpizdevala v zasebnih sporočilih. Mi je bilo tako, kaj je namen tega, da jaz tle zdaj se pizdim, ampak pa sem ugotovila, da verjetno je namen, da daš ven, pa da nekomu se pizdiš pač. Ja. Pa da ne bo kdo to vzel, kot da zdaj hejtava neki, Koga? ampak pač ne, tako veš, ko to zdaj zveni, kot da ne vem, a veš, koliko ljudje, ki se ne morejo zadržati, da hejt komentarje napišejo, ampak pač to je to ljudi, ki napišejo hejt komentarje in pa sem videti, pa kaj ti zdaj tle hejtaš? Ja. Tako da mi tu hejtava hejterje samo. Ja. Ok, še zadnji. Kdo je bolj verjetno, da objavi kontroverzno mnenje samo zato, da sproži debato?
Sara. Ne vem, če je to resnica. Ja. Ker jaz sem najprej mislila, da je resnica, ampak Ja. kdaj pa jaz objavim namerno nekontroverznega mnenja. Nobeno moje mnenje, ki ga imam, ni namerno kontroverzno, zato da bojo drugi rekli, da je kontroverzno. To je pa res. Ne? Ja. Ampak tudi tvoje ni v bistvu namerno. Ne? Ja. Veš, čeprav na Instagram Ja. pa ti objavljaš recimo na story večkrat kaj kontroverznega, zaradi tega, da sprožiš debato. Fak, res imaš prav. Ja. Jaz sem. Ja. Ne? Sigurno. Ja, prav, Okej. imaš prav. Jaz sem tako razmišljala o tvojem TikToku, zato ker imaš tako take, ampak res ni namerno, pa res ni mišljeno kot kontroverzno, Ja. samo včasih se polkaj vzame kot da Ja. je. Ja. Okay. Zdaj imamo pa še Okej. pripravljene dve resnici in eno laž. In Jaz Mene tako zanima, kaj boš povedala. Jaz sem včeraj o tem razmišljala, ko sem se peljala domov. Jaz sem zgrešila izvoz. Jaz sem izvoz zgrešila na avtocesti, ker sem tako razmišljala o tem. Težko si je laž zmisliti, ker ni bilo to težko. Meni je to recimo ful težko si izmisliti neko believable laž. Pozabila Jaz že, polka kaj sem se laž zmislila, sem se šele zmislila lahko, sem se spomnila resnice. Najprej tako je bilo, najprej sem imela neke resnice, potem sem zbatkovala, zdaj moram neko, kaj bom za laž, ampak zdaj sem kar zadovoljna z izborom. Okay. Ali začnem jaz? Ja, tu je pač una igra, ki poveš dve resnici pa eno laž in mora nasprotnik ugotoviti, katero je laž. Pa še težko je, ker ti ful veliko stvari pač veš in jaz zdaj upam, da nisem daj kakšnih teh stvari povedala, ker jaz pa že pozabim, kdaj sem komu Jaz kaj pa sem rekel. mislila, da sem ti vse to povedala. Zdaj sem pa pozabila. No, daj ti začni. Okay, prva. Bila sem v Franciji, bile smo skupaj s kolegicami, jaz pa še dve kolegice. In smo hodile zvečer pač tam po unih ulicah, pa malo smo pele, ker mi vedno, ko smo šli skupaj kam potovati, smo ful tako pele po teh ulicah. In pa smo šle pač enemu gledati na WC in smo tam pač mi, da svojo čakale pred WC-jem in so se tam pač ful neki zabavale in je prišel en klošar zraven, oblečen v božička. To je bilo tako februarja, ok? In pa smo se tam z unim klošarjem neki, ne vem, neki smo se tam zafrkavali, bil je tako mal pijan, pa mal smešen. In pol na eni točki, on mene sam zgrab tako z seb in me zažvali direkt na usta. Ja, tu jaz dvomim, da je resnica. Naprej. Zato, ker mi še nisi nikoli tega povedala. Okej, naprej. To je bilo, ko sem prvič seksala s tem enim fantom. Okay. To je bilo tako pač imela sva že tako en tak full dober zmenk. To ni bilo po prvem zmenku, evo. In sem imela full kemije, je bilo že med nama. In veš, no, ponati prvi seks full slab, no, ta je bil full dober. In na koncu je on tako rekel, da mu je bilo full dober in da mu je bilo pa najbolj všeč to, da imam full vročo piško, kao. Da kaj ga je dal not, da je bilo full vroče. To je resnica. Kaj si bila bolna takrat? A to sem že povedala? Tu si vemo, že tle na tem podcastu. A to sem že povedala? Ja. Jaz prav poznam, kaj sem že povedala. No, glavno vročino sem imela. Ja, In to full. Ampak takrat, če nisem vedela. Ok. Šla sem moram na... do konca počakati, da tu jaz Ne, komentiram. lahko komentiraš že prej. Okay. Šla sem na dejt s punco. Okay. Ja, tu je laž. Na tak dejt, ta prav, na dejt kot dejt zmenak Začela, da povem do konca. Okay. Mogoče počakaj, da povem do konca v komentarjih. Okay. Šla sem na dejt s punco. In to je bil tudi, ni bil prvi zmenk. Okay. In so šla v kino. Gledati 50 odtenkov sive. In so se napile med tem, ko smo gledali ta film. To je bil plan, da gremo na zmenk, ki se napijeva. In pa so šle pač k njej. Ja. In so šle k njej. In so pač seksale. In jaz sem bila pijana. In jaz nisem vedela, kako zdaj to končati. In sem se delala, da sem zaspala. In sem tako, to je zdaj to. In pa, ja, to je bilo to. Jaz mislim, da ti nisi še bila s punco, ki si mi rekla, da nisi bila, pa da si razmišljala o tem, tako da tu je laž, po moje. To, da si šla gledati 50 odtenkov sive v kino, je tako far-fetched. Pa s punco, tako v lifeu si ne bi zbrale me za gledati 50 odtenkov sive, tako ne, še sploh, če bi šla na dejt. Tako da tu je laž. Una ta prva je bil pa kva že? Božiček. No, to je pa čisto čudno, da to ni laž. Se pravi, on je tebe zažvalil božiček brez domca. In kako je bilo? Grozen! Pač imagine! V eni tuji državi? Ja, Franciji. ja. Pač, kaj ne pričakuješ, ker pač mi smo bili tam. Tako čist nedolžno. Čakali, da pride una ven iz WC-ja. In on tam pride in neki smo se smejali, ne vem, kaj je bilo. In mi smo peli različne pesmi, kar smo se spomnili. In on je pač znal tam eno, ki smo jo mi pele in je zraven pač pel.
In potem tako že malo plesališ, ker se tako primeš za roko in se tako plešeš. Mhm. In pol eni točki on sam tako se obrne proti meni. Pa kako- In direkt na usta. Kako je imel čas, da ti da glik na lupčka, preden se ti odmakneš? Zato, ker smo bili že blizu, ker smo se tako z Aja, rokami, smo bili že, aja. šli smo se tako pač okrogu, kao. Hm. In pač on je sam tako uprnil se in me sam tako zgrabil in sam tako, On je O. mislil, da ti hočeš z njim biti, zato ker si plesala z a imam njim. zdaj zmazano. Ne, ful imaš malo šminke, ampak tu si pa že prej malo imela. V glavnem, ja. Jaz sem V bila glavnem- sam, Kaj ste pa vi ugibali? Zagotovo ste ugibali, da ta zadnja ni resnica. Tu si ti rabila, da si tako dolgo časa, da si se spomnila. ne, drugače ta je resnica. Ne, ta zadnja. Ta zadnja je resnica, ta božiček je laž. Ni ta zadnja resnica. Nisi šla na dejt s punco in si seksala z njo in gledati, si šla 50 odtenkov sive in pa si se delala, da si zaspala. Ja, to je bilo, ker sem bila v Angliji. Ne? Lucija, prosim, nehaj. Pa še To tu ne ne more morem biti- se ekspozala tako, pač kako bed, da sem... No, posluš, to je bilo, ker sem bila v Angliji in sem si pač zlodala Tinder in sem bila tako, kje, če ne zdaj bom jaz pač malo raziskala, kako je pač dejtat punce, da vidim pač, aj to zame ali ni. A ne? Jaz nisem nikoli rekla, da nisem bila nikoli z bejbo na pač dejtu, ker sem bila. Sam, Itak, da si rekla. isto Ja, pa Lucija, si že kdaj bila s punco? Ne, enkrat pa bi. 100% nisem nikoli rekla, da če sem bila. In to na 2 dejtih sva bile. Najprej sva šle v London, prav spomnim se, pač ves denar, ki sem ga takrat zaslužila, un teden, sem zapravila za alkohol, jeger bombe sva pila, takrat sem jeger bombe odkrila, to je bilo še čisto na začetku tega mojega, pač, ko sem šla kot varuška tja delati. In takrat sem jeger bombe odkrila in celo mojo Anglijo sem jaz skozi jeger bombe pila, zaradi tega, ker sem bila tako, to je najboljša stvar ever, ker pač čutiš samo un energy in ne unga pač alkohola. In potem smo šli drugič, smo rekli, hej, viš, kaj bi bilo zabavno, greva v kino, gledati 50 odtenkov, ki je pač res shit movie. In pač se napijeva zraven, in je bila dvojka. In jaz se spomnim, edina stvar, ki je meni v spominu ostala od tega filma, ki je bil res trash, je, da so se z letalom pelali in jaz sem bila glih dosti pjana, da se mi je zdelo, da sem jaz na unmu letalu in sem prav čutila, kako se pelje v letalu. Jaz In pa smo šli k njej. In pač itak sem vedela, da bo pač tako nekaj imela, ker sem pač imela namen prespati tam. In ja, in je bilo ful tako, nobena ni vedela, kaj pa kako. In pa je bilo ful awkward meni mal, pa malo sem bila tudi pjana in pa sem tako na eni točki se mi ni dal več in nisem vedela, kaj ne naredim in sem samo tako sedela, da sem zaspala. Zadnjič je bilo vprašanje med Never Have I Ever, nikoli se nisem delal, da sem zaspal, zato da mi ne bi bilo treba seksati. Pozabila sem Se na to! spomniš na to vprašanje? Pozabila sem na ta dogodek. Meni se zdi, da se je tebi zdaj osebnost spremenila. V mojih očeh. A na slabš. Ne, samo sva spremenila se je. Niti na slabš, fak. niti na boljš. Samo jaz sem bila pod pretvezo, da se to ni zgodilo. Pozabila sem, da sem pa to. A veš, jaz včasih tudi pozabim, kaj se mi je zgodilo. O, kaj če sem se Čakaj, jaz- in pol potem se še niste videli. Ne, jaz ne morem verjeti. Mi se tle pogovarjamo že 1 leto o tem, ne vem, ali sem jaz lezbika, ali sem kva sem. Ne ampak vem, in veš pol kaj- Lucija sem nikoli ne deli, da je bila tam. Pa jaz to je bilo že tako dolgo nazaj. Pa veš kaj, jaz mislim, da problem ni bil toliko v tem, pač jaz, mogoče ona sam ni bila moj tip ženske, ker jaz pol nisem več to, jaz sem bila pol tako, Pol okej, v nisi redu šla je. z njo še enkrat na zmenk. Ne. Ker mi je bilo bed. Ja, se je res. Pač ker naslednje tako tudi jutro- Zveni tako. Pač naslednje jutro so pol, sem bila še pol dneva tam in smo nekaj A gledali ja. televizijo in ne vem kaj. In sta prijateljci, pol bili. Ne, zaradi tega, ker pač, joj, to je ful slabo bilo. Okej. Pač meni je bilo tako beče zaradi tega. Ful je bilo v tem, da je meni pol, pač mi, da sva potem, a ne, sva še neki, ne vem, neki so še pila un večer prej, ne vem kaj. Pač meni je kaj še zmanjkalo in jaz nisem imela nobenega denarja pri sebi za vlak domov. In ona je meni še posodila, ne, ona je meni posodila denar za vlak domov, z tih, ne vem, 8 funtov. In pol jaz nisem pač, jaz sem tako, joj, to je bilo vse tako awkward, jaz ne vem, če bi še. In jaz nisem takrat, pač jaz sem bila takrat stara 18 let, jaz nisem znala handla te situacije in nisem vedela, kaj naj rečem in sem jo ghostala pol. In meni je bilo tako bed, ker sem tako, jaz sem zdaj ne dolžna teh 8 funtov za tisti vlak. Pa valjda, da ti vlak. Meni je bilo bolj grozno, ker ji nisem denarja vrnila, kot to, da sem jo ghostala. Ampak tudi to, grozno. Pač, I'm so sorry. Tu zveni kot moj life, tako drugač. Tu je tako. Messy. Mogoče, če bi zaradi zabave snemala podcast, bi pa tu že povedala. Kaj ne? Ja, kaj ti Ne, tako mogoče. poveš stvari, ki lahko ljudem kaj pomagajo ali pa tako. Ja, to nobenemu ne Jaz sem pomaga. v šoku, šokantno. Jaz sem bila mlada in stupid, klej. Mislim, meni pomaga, da zdaj. A ja, drugače to z božičkom, je pa pač drugače, malo je resnica v tem. Zakaj si, čakaj, ker se prav,
jaz sem tebe sprašvala o tem in ti zdaj kar pol se delaš, da je resnica, dokaj res na koncu ne rečem. Ja. Tudi tako se gre v tej Ja, valjda. No, pač drugače Božiček, smo pa bile drugače v Franciji in je res prišel en klošar Božiček in je nadlegoval eno kolegico, sicer je ni zažvalil, ampak jo je tam kar neki tako in nam je bilo samo tako, kako gremo zdaj stran. In je bilo full weird in pa sem Tako da malo je kanček resnice v tej zgodbi in to se mi Jaz se zdi... nisem pripravila tako na ta odgovarjanja, na tvoje podvprašanja. Ok, preberi. Pač je tako bedna bo zdaj ta igra. Ok. Med seksom jaz sem stavke pač le. Ja, dej se v redu. Okay. Med seksom sem fanta poklicala po imenu od njegovega najboljšega prijatelja. Ok, naprej, jo bom pol ugibala. Okay. Bila sem z enim od precej slavnih Slovencev, ker sem bila pač fenica in pol je bil slab seks. Tretja. Jaz sem zdaj, ker sem bila stara 18, sem šla iz kluba, tako, ne vem, že zjutraj, z enim 50-letnikom in pol pač nisem vedela, da moraš iti naslednji jutro domov in sem bila 3 dni tam, cel vikend. Kako nisi vedela? Ja, nisem, jaz sem bila stara 18 let. Razumeš, jaz nisem vedela, da moraš naslednji dan domov. A sta seksala? Ja, In, jaz sem pač 3 dni tam ostala. Ja, on je pač lepo skrbel zame, pa ni mi rekel, naj grem domov. In jaz pač nisem razumela, da greš tu kao domov. Ker to je bilo prvič tako, da sem šla jaz dejansko tako namenoma z nekom nekam domov. Okay. Ja. Prva je to, da si poklicala po imenu Joj, to smo imeli pa že never have I ever, sam če bi se je spomnila. Kako bi bilo to boljš? Ok, druga je pa, da si šla z nekom slavnim seksala. Pa da je bilo slabo. Ja. Pa da sem bila fenica prej. Joj, meni se skoraj zdi, da tretja je laž. Kjera? Ta, da sem bila 3 dni? Ja. Ne, to je resnica. Čak. Je pa to, da si bila s tem fenica. Ja. Ok. Ja, tu je laž, kaj pa prva? Da si po Ja, napačnem imenu. je To se mi zdi, resnica, da si dala takrat prstol, ampak nisem Ja. čisto posto. Ja. Veš, zakaj sem to mislila, da ni resnica? Zato, ker si toliko stvari pol še napletla zraven. Kjera, ta za 50 let? Ta zadnja, pa zato, ker ti toliko sovražaš, če nekdo pri te predolg, pa še v 18 si bila Pač ti stara. pravim, da nisem vedela. In bi bilo tako, no pač, valjda bi tvoji starši te pričakovali domov. Ne, oni so vedeli, da grem jaz pač žurati in niso me pričakvali domov. Ja, groza. Ja. Ja, in še on mi je govoril o tem, kako vesolci vladajo v svetu in kako kopljemo mi zlato za njih. In ti si bila 3 dni tam, Ja. boga. Mhm. Hostage In še situation. veganka sem bila in mi je naredil solato, pa jogurt je dal not, ne? A jaz se nisem upala povedati, da jaz sem veganka in da ne jem jogurta in sem jo pojedla. Strašno. Ful. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. Lucija in Sara pametujeta. In danes ne bova midve pametovali, ampak boste vi pametovali, ker bom jaz prebrala komentarje. Ene par komentarjev, ki so jih dobili v tem letu, ki so se mi zdeli, pa ne vem, dobri, zabavni, smešni, zlobni, kakorkoli že. Ok. Prvi. Otroke naredita rajši, mame čakajo vnuke. Pa nič ne bomo kaj komentirali, ker že sami povejo ti komentarji veliko. Drugi. Tole je bilo vrhunsko. A naravno tako hitro govorite, ali so vama dodali malo hitrosti? To mi je smešno, ker kako bi to? Jakob, da bi malo pomontiral, da bi bilo malo hitrejše. To je smešno. Ok. V službenem avtu sem večkrat fukal, kot pa ga je šef vozil. Pač najboljši, jaz sem ta komentar screenshotan sem ga imela, jaz sem to po screenshotih iskala, uneka si res screenshotam in tam je tako smešen. Ok, naslednji. Obožavam vas, Slovenke. I love it. Ok. Naslednja. A ta je pa bil kukar men namenjen. Hej, sem neki. Ko te poslušam, se mi res zdi, da bi ti zveza z žensko spremenila življenje. Super podcast. To sem tudi jaz že rekla, tako da se strinjam. Ok, in še eden, cute je ta.
Zelo sta obe simpatični. Lahko vaju je poslušati tako navihano zapeljivi. No. In pa še eden. Ok, še Ja. eden. Doctors told me that I had little time left for cancer. I decided to travel alone. I have no children. My only regret is I can't spend this life with you. You are my first love and you will always live in my heart. Zapustil nama bo denar. Eden. Ime mu je Višal. Keep this information safe. Tu smo tudi dobili. Ta delivery je bil amazing. Ok, tu so pač ti zdaj najbolj komentarji, ki sem si zapomnila. Je to ne? Veš kaj je fora? Jaz, kadar kakšen tak komentar vidim, ga vidim na računalniku. Zato, ker jaz na vsa sporočila odgovarjam na računalniku, ker mi je tako naporno tipkati na telefon, da ne znam povedati. In jih jaz screenshotam in ti jih pošljem direkt. In jaz nimam nobenih screenshotov pametnih na telefonu. Jaz sem tudi hotela najti kakšna sporočila, ampak pač nimam screenshotov. Tako da, gremo na intimni kotiček. Ja. Kaj začneva z dobrim ali slabim? Z dobrim. Ajde. Jaz imam tega, ki ga je imela že Sara. In bi rada sam povedala, da je super. Ja? Drugač, tisti, ki niste gledali, jaz imam v roki ta Satisfyerjev, ki ima tako bunkico pod tem silikonom in ta bunkica se premika, kroži in v bistvu stimulira klitoris. Kada bi en lepo fajn lizal, Ja, tako je fajn konsistenten, lih pravi pritisk je in poleg vsega tega ta del še vibrira. In je tako ful velika površina in je ful fajn. In mi je bilo top. Res tako tak oralni seks, vibe, kakor si ti rekla, Ja. pritrjujem. Meni je ful podobno bilo oralnemu seksu. Pa tako počas se mi zdi, da je šlo. Ne morete hitro priti s tem. Ne, ampak Ja. to je top. Ja. Mislim, ni mi... Pač tako, perfektno je bilo, točno tako, kar sem želela in rabila. Ja. In bi dala 10 od 10, priporočam res tako, če hočete nekaj malo drugačnega probati, definitivno se splača. Tako da med nama 10 na pitch popu. Ja, se strinjam. Jaz za mojo igračko, ne vem, koliko poznate, kaj Satisfyer ti zagotovo poznaš. Veš, Satis, ki ima trisom se imenuje Ja. in ima tako 3. Uh-huh. In te 3 se tako premikajo. Veš, Vem. tako krožijo, ne? To ima tudi svakoma tako. No. In jaz sem, tu je naslednja verzija. Ja. Uno je recimo 1, tu je pa recimo 2. In človek bi si mislil, da se ti le premikajo, ne? Ja. V krogu, tako, da krožijo, ne? Pa se ne. Kaj pa delajo? Nič. Pač oni samo vibrirajo, tu je kao tako narejeno, Ja. da je v obliki vulve. Jaz si bi predstavljala, da to tako položiš na vulvo in da tale nosek je na klitorisu. Si štekaš takole. Tudi jaz si tako predstavljam. To je že najbolj glupa, bedna stvar, kar sem jih kdaj. Pač mogoče tudi zato, ker jaz sem res nekaj drugega hotela, ko sem naročala to igračko. Ker če je ena verzija, pa se te glavice se tako premikajo, ne, v krogu, bi se tudi tle lahko nič se ne. Sploh se nič ne dogaja. Tu sem pač fucking vibrira in tu je tu. Ok? Pač sploh nisem razumela, kako bi to uporabljal, ker še pa veš, kaj je fora. Da če ti tako od vzgoraj si, ne, daš takole, ne, in te dve pol nista na vulvi, če je ta na klitorisu, ki je klitoris vzgor, sta Ja. ti dve ne sploh nikjer. Če pa tako obrneš, pa kako bom to držala, tako, v glavnem, tako nočna mora in jaz dam te igrački sploh. Pač, če nič drugega na svetu ne bi obstajalo, pa delalo, tudi pol, ker ni bila nobena druga igračka napolnjena, sem še enkrat to uporabila, ampak sem jo fucking tako držala, ker nima smisla. To je to. Ocena 2 od 10. Bom pa probala še uno, ko se dejansko ti tako krožijo, ker jaz mislim, da ona bi mi bila pa bolj všeč. Ali pa vsaj bolj zanimiva. Tako da, pitchpop.si, intimni kotiček, imate noter vse, med nama 10 in ta pač res ni v redu. Škoda, ampak Ja. such is life. Ja, Ok. ok. Za konec imamo pa še never have I ever. Torej, prvi. Nikoli si nisem želela, da bi imela drugačen podcast. Ti si že odgovorila na to vprašanje, v bistvu, ki bi imela rada tako. Jaz bi rada imela spin-off. Ja. Ja, to bi jaz ful rada imela. Mogoče se bo to enkrat zgodilo. Jaz bi to res rada imela. Jaz se zdaj že doma razmišljam, jaz moram biti youtuberka. Doma planiram videe, že tako 2 meseca sem ne pridem do tega, da bi res to naredila. Ker veš, kako bi bilo strašno, da objavim jaz YouTube video in ga noben noče pogledati. Tebe bi gledal.
Res moram posneti. Ok, prav. Naslednji. Lajkite ta video, zato da bo imela Sara spodbudo, da naredi svoj YouTube. Ja, ampak to bi bili tako videi. Ta recimo prvi bi bil o Jezusu. The best. Ja. Jaz bom vse pogledala. Ampak tako zanimive konspiracije zgodbe in tudi ne konspiracije zgodbe. Jaz sem drugače tako največji fan Sare. Pač jaz moram to prav javno povedati. Jezusa. Ne, tebe. Jaz se tako rada poslušam. Ok. Pač jaz tako sem vesela, ko vidim, da je nov TikTok Sara objavila in vsi so dobri. Ja. I love it. Ok, bom posnela ta video o Jezusu, pa bomo pol videli. No, dobro. Najbolj da enega za foro posnamem. Ok, Tako. Sara je dala prst dol. Jaz, če bi imela podcast, bi ga imela v seksu in ga imam. res. Ja. Ok. Nikoli nisem zaradi komentarja hotela nehati objavljati. Res. Se spomniš zadnjič, ko sem si izbrisala zjutraj vse aplikacije, ker je una neka kura komentirala na YouTubeu, ne vem kaj že, kdo pa medve smo. No, tisti komentar mi je najbolj bil tako. Ja, velikrat sem jaz tako, fakt, Sara, mogoče se moraš sem zapreti v jamo in tako živeti jamsko življenje. In tako, to je to. Veš kaj, če si iskreno, Mhm. jaz pa, ko vidim zadnje čase, so ogledi malo slabši, kot so bili včasih. In jaz sem bila na eni točki že tako, pa nehajmo snemati to. Očitno niso več zanimive, očitno so bedne. Zdaj smo se odločili, da bomo rajš probale narediti boljše videe. In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak ja, realno, pač, če pa snemam za nobenega, da bo gledal, mi je pa tako. Se zdaj, Ali da vsaj 2 leti malo ustrajaš, tudi če noben ne gleda, da vidiš, ali si res nezanimiv ali ne. ja, itak. Ampak Pa najprej se probaš vsaj ene 10krat izboljšati, pa pol, če vidiš, da si glup, pa ne gre, pa nehaš. zdaj, to je zdaj plan. Ampak Ja. vmes sem bila pa tako že enkrat uno. Why do I even bother? In to zdaj gledajo samo še tisti, pač do sem zihar ne gledajo vsi, gledajo samo še tisti, ki pač res naj radi gledajo, tako da se upravičujem pač za te moje misli, vem, da pač vi, ki zdaj gledate, si mislite, da vam je všeč, verjetno upam vsaj. Ampak ja, joj, včasih je pač tako. Ne, lej. Pač ne Veš- bom lagala, da mi pač nič ne pomeni to, da so pač dobre številke. Ja, Itak, da mi. Da pomeni, halo, televizija tudi ne bi imela televizijskega programa, če ne bi nobenega gledal. Ja. Isto na Instagramu in isto na TikToku. Itak, da je pomembno, če se za... za nekaj trudiš, da dobiš nazaj feedback, da je bilo to v redu. Ja, to, Ja. ja, točno to. Okay. Nikoli si nisem mislila, zakaj sem se spustila v snemanje podcasta. Ja, itak, obe. Sva dale prst. Ali pa sploh v karkoli, ne, tudi tako nasplošno, ne, v biznisu, karkoli. Vsak drug dan, ko imamo breakdown, Ja. no tako, pač le. Jaz bi šla v skladišče delati, cveke bi razvrščala po škatlah in to je to. In polka še en dan pride in je vse tako fajn. Ja. In kar ene stvari se ti odpirajo in ponudbe dobivaš in vsi te hvalijo in si tako, življenje je lepo in vse je super in to bom delala tako do konca življenja in pol Pa pride naslednji dan je naslednji vse na slabo. Ja, Tako je hitro slabo, pa tako je hitro. Ja. Tako da jaz Crazy. se sam res probam spomniti, da bo minilo. Tu si skozi rečem, da ne sprejemam odločitev, ker drugače bi jaz skenslala ta podcast že milijonkrat, če bi tako sprejemala odločitve čustvene. Ja, res je. Nikoli partner ni predlagal, ali pa jaz partnerju, da nosi kletko za penis. Sara je dala prst dol, meni pa ni partner predlagal, ampak en random na Instagramu. Mi je rekel in meni se je zdelo zanimivo in sem šla z njemu na kavo. To sem razlagala, ne Ja. ti. Ne, sem že tle. Sem šla z njemu na kavo, da mi je malo razložil in sem jaz po teh nepremisleku bila tako, jaz mislim, da to ni zame, da je to pač preveč enega dela in odgovornosti in sem ga zavrnila. Ampak mi je bilo pa ful zanimivo. Okay. Nikoli mi ni partner pljunil v usta in bi mi bilo to všeč. Sara je dala prst dol. Čak. Ne za res. Jaz bi si želela, da bi... Jaz bi si želela, da bi bil tako res unaveš, unesti, pač tako, ne vem. Bilo je, ampak ni bilo tako Niti zrno. jam plunu usta. Pač ne tako, da bi bilo res veš. Da ti plune v obraz, Ne v obraz. Ne sram. Ne veš tako, da te pravno na teče hard. slina dol. Iz ust mu. Ja, ne vem. Sploh ne vem, kako si to, jaz si to predstavljam, ne vem kako. Fuljakar, če tako vidiš maškega nad sabo, ko ima tako usta. Pač ne bi Ima hotela, da tako slina ven počasi teče. teče. Pa tako od blizu, veš, Ja, da tako včasih prime gre za tudi obraz. počasi. Pa jaz nočem, da se me dotika za obraz, ampak takrat, veš, v momentu, pač da bi bilo tako res, da bi bil Med moment. seksom nočeš, da se ti dotika za obraz. Nikoli. Ampak takrat, da bi me tako zgrabil in da bi tako, ne oddelač gor visoko, ampak od blizu. Da sem tako poteče noter. Tako, nekako. Ja, drugače malo ogabno. Meni je, jaz ko o tem razmišljam tako trezna, ne med seksom, je meni to tako ogabno, pač prav
čutim in voham okus in sline in ni mi tu. Ampak pa med seksom ti pa kar vse rata v redu, ni to čudno. Ja, se to. Okay. Okay. Nikoli mi nekdo ni bil seksi samo zato, ker ima tatuje. Jaz sem od tele Never Have I Ever delala na podlagi zadnjih tematik, ki smo jih imeli na Instagramu, če to še ni ugano. Pomisel človeka, ki ti je najbolj ogaven, božiček recimo. Ne. Da bi ti bil hotsen zato, ker Ne, tako. Pač, meni si pa, jaz bom dala prst dol. Ker se spomnim, ker sem enkrat se z enim tipom pogovarjala, ker sem delala pub crawl. Jaz sem skoraj delala pub crawle, pač v Ljubljani. Koga? Pub crawl. A veš, kaj imaš ljudi, pač hodiš po centru najprej po dnev in vabiš turiste za to, da pridejo žurat s tabo. In pol jih pač imaš kosi, kot njihov nek animator. Ti si tu bila? Sem hotla, pač bila sem že pač na testu sem bila in pač tisti večer sem pač šla z njimi pač kao žurat, da vidim, kako to poteka in sem se z enim Američanom pogovarjala in pač tako, ni mi bil tako, ampak imel tatuje in mi bil simpatičen za te, ki ima tatuje. Okay. Pač in potem go, ta tatu, pa zakaj imaš to pa tako? Veš, pijana, ki sem malo pogačala, čeprav sem bila takrat trezna, oni so bili pijani. Moraš biti trezen, ko njih animiraš. Pa mogoče ni nujno, sem mogla pol pelati se domov. Okay. Ampak meni ni problem bilo to. Nočna mora ta služba, tako če pomislim. Pa jaz sem takrat prišla domov in sem bila tako, pa jaz sploh nisem introvert, jaz sem ekstrovert. Meni je bilo to ful zabavno, jaz se ful lahko z ljudmi pogovarjam in ukvarjam in meni to sploh ne popije energije. Naslednji dan sem mislila, da bom umrla. Ne, samo dan sem bila ful dobre volje. Veš, tako prišli tak, da se mi je dan in pol sem bila tako, ne, to ni zame. Pa tudi pol si pozem doma, pa ne. Ampak ja. Tako da ja, jaz sem prst dol, ti ne. Kaj je bilo vprašanje? Če ti je bil nekdo seksi samo zato, ker ima tatuje? Ne, samo zato pa si ne mislim, da misli, da ne. Nikoli nisem imel izziva No Nut November. To se pravi, da cel november ne masturbiraš oziroma ti ne pride. Tudi če sem ga imela, po mojem, kdaj v življenju sem ga imela točno pol dneva. Res. Ker če si jaz rečem, da neki ne smem ali pa da imam neki izziv, gre vse narobe takoj. In res je to. Okay. Sem pa zagotovo o tem že razmišljala, kdaj je tako na 1. november, ali pa je bil 2. november, pa sem rekla, škoda, ker ni 1., ker zdaj pa ne morem. Jaz sem drugače po moje imela nenameren No Nut November, ker se mi cel mesec ni dal. Nač. Res? Ja, sigurno. Tudi seksala si zihar? Ja, pa ne, če sem bila samska. Okay. Ampak ni bil pa njih november, pa ni bil planiran. Okay. Nikoli nisem seksala z nekom, ki je imel pred mano več kot 10 partnerjev. Zihar. Ja. No, jaz sem dala prvo. Ja, zihar. Nikoli se nisem zaljubil v tujini. Po mojem, da ne. Ker ne uno zares. Joj, ti si se kar malo uživala spet. Ja. Jaz sem nekako, jaz sploh ne vem, kaj je ta ne fetišna tu. Ampak tako, jaz se prav kdaj rada dam včasih v kakšno težko situacijo in pač se ne težko slabo, ampak težko dobro, ne? In jaz sem komaj čakala te pol leta, ko sem bila v Atenah, ko sem bila s tem Aleksom, ne? Da bo prišel dan, ful me je zanimalo, kakšen bo zadnji dan in kako se bom jaz počutila, ko bom domov letela na letalo. Terrible, tako najbolj grozno, ampak jaz sem bila tako zadovoljna, da končno vem, kakšen je ta občutek, ko moraš ti iti stran od nekoga in ti je najslabša stvar na svetu. Ampak to se pravi, bila ti je najslabša stvar na svetu, ampak si bila vesela, da si to doživela. In veselila sem se en dan prej, tako ful me zanima, kako se bom jaz s tem spopadla in kako mi bo. Veš, kot da tako neko igrco igram. In res je bilo grozno težko. Ampak jaz sem tako zadovoljna, ko pomislim na to, sploh ne vem zakaj. Jaz sem tako, ko mi sem čakala to, ker se mi zdijo res neki taki občutki, ki jih ne doživiš vsak dan in ne vem, ja. To je najboljši odgovor, kar sem jih kdaj slišala. In prav res in prav hvaležna sem bila za to, da se mi je to zgodilo in da sem pol šla domov in hvaležna sem bila tako, kako je, tako, kakšen zanimiv občutek. Mi smo kar tla neke živali in se kar zaljubiš nekje in pol moraš iti kar stran in pol moraš kar naenkrat še spet razmišljati o tem, kako ne boš s tem človekom. Glavno zanimivo je bilo. A ste šla prav narazen, a ste bila kao bo probala nadaljavo? Ja, mi to sem cel čas vedela, da bova šla domov, ne? Ja, ne. Pa ško, ste mislila, da boste probala nadaljavo? Pač ne, jaz sem hotela še tam ostati. Pač jaz sem pol že tako bila tik pred tem, da tam ostanem. In kaj se je zgodilo? Zdelo se mi, da ni pametno sprejemati takih odločitev, zato, ker mi je zdaj malo težko. Pa tihem si malo hotela videti, kakšen bo občutek. Ja, tudi to. Ampak absolutno je bila to pravilna odločitev. Ja. Ok. Redo. Ti si izgubila v glavnem. Te bom jaz uklenila. Ti pa ta cajt povej, kar moraš še povedati. Ne vem. Hotela sem, zdaj smo že čez 1 uro, pa ne moram več tega vprašati, ampak tako, v čem smo se kaj izboljšali? Jaz sem se recimo izboljšala... Včeraj sem imela ful dober odgovor, pripravljen, zdaj pa ga nimam več.
Ja, ne vem, no. Upam, da bomo še eno leto tudi tlele snemale. Če ne bo Lucija prej. Ne vem, postala preveč slavna, pa jih bo bedno, ali pa če nam kdo ponudi 10,000 evrov, pa nehava slučajno snemati. 50. 50, ja. Noč, followajte, gledajte nas na Arena TV. Kaj imamo še kaj zapovedati? Pejte na Peach Pop, na intimni kotiček, ki sem ga glih včeraj uredila in je zdaj ful lepo urejen. Ja, kaj še? Dej še ti kaj povej. Hvala, ker nas gledate, ker lajkate, ker komentirate, ker ste tukaj z nami. Bi mogla kaj bolj sentimentalnega povedati v tej epizodi? Ja, hvala, no. In se vidimo naslednji teden. In jaz obljubim, da bom probala biti če dalje bolj boljša, edino potiho ne morem se naučiti govoriti. Drugo pa bomo videli. Čau! Adijo!